Spoštovane gledalke in gledalci televizije AS, zlasti tisti, ki ste se zbrali, da bi znova spremljali oddajo Škof mimo Prižnice, v kateri z murskosoboškim škofom, monsinjorjem dr. Petrom Štumpfom, obravnavamo aktualne, tekoče in prihodnje dogodke v katoliški cerkvi, pa tudi nekoliko širše. To slednje sem omenil namenoma, kajti dotaknila se bova tudi ravno danes zaključenih olimpijskih iger, ki so sprožile nemalo razburjenja s pričo otvoritve, ki je bila vse prej kot, bom rekel, krščansko prijazna, ampak predno bova se dotaknila te teme, vendarle najprej gospod Škof, lepo pozdravljeni. Bog daj, lepo pozdravljeni. Kot prvo točko vendarle gremo nekoliko nazaj, predno bomo rešli do teh nesrečnih olimpijskih iger in njihove otvoritve. Vrnili ste se nedolgo tega nazaj iz srečanja z brati škofi iz Bosansko-hercegovske škofovske konference. Mi bomo tudi gledalcem pokazali nekaj fotografij z tega dogodka. Zakaj je pravzaprav šlo? Kaj je bil namen tega obiska? Navada je, da škofovske konference ob plenarnih sejah, to so seje, ki trajajo 2-3 dni, tudi pokličejo ali pa povabijo člane škofovskih konferenc iz sosednjih škofovskih konferenc ali sosednjih cerkva oziroma držav. Tako tudi naša slovenska škofovska konferenca vedno ima to plenarno sejo, na kateri se vedno obravnavajo tekoči dogodki v cerkvi, potem pa seveda tudi mogoče kako specifično predavanje, razmišljanje. Tako tudi mi povabimo škofe iz Avstrije, Madžarske, Italije in pa Hrvaške oziroma Bosne in Hercegovine in vedno pride predstavnik iz teh škofovskih konferenc, tako da gre za lep bratski dogodek. Vsak škof seveda tudi predstavi dogajanja v zadnjem letu v cerkvi, njegovi krajevni cerkvi oziroma škofovski konferenci, tako sem tudi jaz. To je bilo 15. julija, predstavil škofom na tem dvodnevnem srečanju življenje cerkve na Slovenskem. Moramo vedeti, da gre za 3 škofije v Bosni in Hercegovini, to se pravi Banja Luka, potem Sarajevo in pa Mostar. Torej bili so 3 škofje, zraven še potem pokojeni banjaluški škof Franjo Komarica, potem apostolski nuncij v Bosni in Hercegovini, ki je doma iz Indije, in pa predstavnik svetega očeta oziroma apostolski administrator v Medžugorju. Bilo je zelo lepo, so me sprejeli. Torej jaz sem prišel tja na mesto škofa Sajeta, ki je predsednik škofovske konference, se ni mogel udeležiti tega, jaz sem podpredsednik škofovske konference in me je prosil, če bi lahko šel, sem to sprejel z veseljem. Itak se s temi škofi že poznam odprej, z nekaterimi smo se srečali na sinodalnem srečanju oziroma dogajanju v Pragi in sicer lansko leto februarja. No in ti škofje seveda so spregovorili o svojih tekočih zadevah, potem tudi o tem, nekako izpostavljena točka je bila, da začnejo postopek za beatifikacijo nekaterih mučencev, tako imenovanega domovinskega rata ali domovinske vojne v 90. letih, ki je najbolj prizadela seveda banjaluško škofijo. Moramo vedeti, da pred to vojno je bilo v tej škofiji 300.000 katoličanov, ne, sedaj jih je ostalo še samo 32.000. Z desetkami. Popolnoma. No, in seveda tukaj so mnogi umrli za vero, strahotne smrti, tam, kjer sem stanoval, na škofiji v hodniku, oziroma na hodniku, na stenah so izpostavljene tudi fotografije teh duhovnikov in ene sestre, mlade sestre, ki so bili ubiti med to vojno in to na grozodovit način, kljub temu, da jih je škof prosil, da ostanejo nekje v Banja Luki oziroma so imeli možnost stanovati tudi na škofiji, ker je vedel, da so v nevarnosti pred četniki oziroma drugimi paravojaškimi enotami, ki so takrat pobijale po Bosni. No in so rekli, ne, mi moramo biti med ljudmi, mi smo pastirji. No in seveda so zato tudi umrli tam in to
kakšnega soživega sežgali, oziroma tudi to redovnico, potem prebili na križ ali pa recimo pekli na ražnju, torej grozovite reči. In seveda ti ljudje so danes tako rekoč seme, bi rekli, novih kristjanov, ki pa vendar so, med Bosni je še vendar precej tudi mladih kristjanov, to sem lahko videl potem tudi v stolnici pri Sveti maši na samem začetku tega srečanja, bil je praznik Svetega Bonaventure in je bilo kar nekaj mladih, tudi zbor je lopil. Tako se je čutilo neka pristnost, bi rekel, krščanskega občestva, povezanosti, pozornosti in ljubezni. No in tudi Željko Majič, novi banjaluški škof, me je zaprosil, če bi lahko tudi naša škofija kako pomagala tem njihovim duhovnikom, ki so še tam ostali z mašnimi intencijami. Namreč moramo vedeti, recimo nek duhovnik ima 3-4 župnije, ampak vsaka župnija ima še tam 10 do 15 vernikov, ki nekako obiskujejo nedeljsko mašo in to je tudi za te duhovnike, bi rekel, psihično zelo težek položaj. Imajo recimo na mesec dobijo 2-3 maše, 2 do 3 maše, štipendij, tam je nekako 7 evrov, ne. To s tem ne moreš preživeti, ampak ljudje so še vendar toliko solidarni, da še tem duhovnikom pomagajo, ne. No, ko govorimo včasih o težavah v slovenski cerkvi, verjetno si niti slučajno ne moramo predstavljati, skozi kaj je pa šla cerkev v Bosni in Hercegovini, torej preizkušena v krvi, preizkušena z smrtjo, preizkušena z velikim upadom vernikov, ampak na te preizkušnje na nek način bodo verjetno zdaj nov temelj, ker tako kot ste rekli, verjetno neki pozitiven odnos do prihodnosti pa vendarle imajo. Če ravno kot Banja Luka je tudi središče srpske krajine in se verjetno ta odnos, ste začutili mogoče nekaj tudi v tem govora o dialogu med pravoslavno skupnostjo? Tudi, ja, tudi. Torej, katoliška skupnost se zelo trudi za ta dialog. Moramo vedeti, da v Banja Luki živi tudi pravoslavni vladika, torej škof, ki ima zelo močno, bi rekel, to hierarhično, bi rekel, mrežo, spostavitev na terenu, torej duhovnikov. Torej, v tem času je kar 100 cerkva pridobila ta pravoslavna banjaluška škofija novih. 100. Ja, dočim katoliška ne, nobene cerkve ne, razen ko je šlo za kako obnovo oziroma za to, da so nekje si popravili svetišče, da lahko sploh obhajajo bogoslužje noter. Ampak katoliška cerkev se tu zelo trudi za to, so pa seveda ti koraki kar težki, čeprav ne toliko z cerkvene strani, koliko bolj politične, ker moramo vedeti, da tudi tamkajšnja politika zelo bedi nad temi odnosi med verskimi skupnosti, ne samo katoliško in pravoslavno cerkev, ampak tudi med nad muslimani. In tako da ta dialog obstaja, vendar je bistveno drugačen kot pri nas v Sloveniji, ker je pri nas, če govorim o slovenskem, ekumenskem ali pa medreligijskem dialogu, je v bistvu nekako to dialog nekega prijateljstva, neko zaupanja, vsakodnevnosti, ni se treba, ne vem, kako pripravljati, kako se boš ti zdaj srečal in govoril recimo z pravoslavnim paruhom ali vladiko ali imonom in tako naprej. No, moram reči, da recimo, jaz sem bil organizator Ranskega foruma za dialog in mir na Balkanu v Kopru, ne. Ob tej priliki smo seveda izdali tudi zbornik, sem ga razposlal vsem udeležencem, ne. No in sem dobil eno tako prijazno zahvalno pismo ze strani srpskega patriarha Porfirija, kjer sem je zahvalil za ta forum, čeprav sam osebno ni bil na tem forumu, ampak je poslal svojega kornega škofa, episkopa, oni pravijo, Hilarjuna, ki je tudi lepo sodeloval. In pa seveda potem sem dobil tudi zahvalno pismo atenskega nadškofa, ki je seveda predstavnik oziroma proglavar vseh pravoslavnih v Atenah in pa v Albaniji, kjer prav tako govori o pomembnosti tega foruma. Ampak seveda, kakršnekoli so že ti koraki, moramo iti naprej, tudi če so včasih centimetrski, včasih malo daljši. To je naša dolžnost, kateri nas zavezuje naš ustanovitelj
Jezus Kristus, ko pred svojo smrtjo moli, da bi bili kot eno. Ja. Tako. No, tu je sreča, ne, da jezik ni ovira, ne, ko povabljate mogoče za tujine na obiske v slovenski škofovski konferenci, recimo z Avstrije, z Madžarske, Italije, sicer se pogovarjate bolj kot ne potem, razumem, v italijanščini, ne. Da. Vendar tu verjetno tudi ta občutek spontanosti, sproščenosti, osebnega odnosa, ki ga je lažje vzpostaviti. Nazadnje ste bili povabljeni, da ostanete dlje, ne, kot samo na proščenju svetega Bonaventure. Ja, bil sem, torej to je šlo za ponedeljek vse do srede, ne. No, in sem rekel, ja, drugič bom prišel. Mi je rekel tudi banjaluški škof, ne, Željko Majč, pero vedno dobrodošel, kadar dođi, tu je vse otvoreno zate. No, bili smo pa seveda tudi na enem takem pikniku zanimivem, in sicer že, ja, zvečer, prvi dan, smo šli, torej ponedeljek, na eno župnijo, kjer imajo tudi škofijske vinograde, ki sicer škofija ne upravlja, ampak župnija, ker škofija nima ljudi za to, ne. No, in tam so nam postregli že čevapčiči, pleskavice. To so čisto druge zadeve, kot tukaj pri nas v Sloveniji. Drugače diši, drugačen okus, bi rekel, delicious, ja, izjemno dobro, ne. Tako da je bilo treba paziti malo, kako in kaj, zraven še s kajmakom in prebrancem, ne. Ja, bilo tudi to, in seveda tisto dobro vino, rekel bosansko, tako na pol suho, zelo pitno, in tudi tega smo bili deležni, ne. Vse njihova gostoljubnost je že pregovorna. Vem, da jih kar nekaj, s katerim sem se pogovarjal, hodijo tja, da recimo Banja Luka ni daleč, to je nekaj ur vožnje. In ta bližina, ne, zdaj, ali to gre za enoten tudi, verski prostor je ravno to zanimivo, da gre v Bosni za to mešanje, ne. Imamo tudi muslimansko versko skupnost, pravoslavno, katoliško, ne, in gotovo miru ne bo moglo biti brez dialoga med njimi, to, kar ste sami omenili, da ste sami prispevali tudi z tem dogodkom v Kopru, vendar mogoče ta travma iz preteklosti, ta hipoteka, to breme, ki jo vendarle je verjetno začutiti tudi v potem manj formalnih pogovorih, ko ste se pogovarjali z brati škofi, ali kako oni gledajo na prihodnost, se pravi, a je tu vendarle, tako ste rekli, v politiko se težko zaupati, ali se že smo tako daleč, da se samo še v Božje roke lahko prepustijo tudi oni, ali je vendarle moč pričakovati, da bo skozi, ne vem, neko to Evropsko unijo ali skozi to neko, ne vem, ta obnavljanje vedno znova tega ekumenskega dialoga moč preprečiti, da bi se karkoli podobnega ponovilo v Bosni, kot se je. Recimo čisto osebno vaše razmišljanje. Videl sem pri škofih, kakor tudi njihovih sodelavcih, duhovnikih in tudi laikih, ki so tam, da so zelo polni optimizma, to so vedri ljudje, mogoče celo bolj kot mi Slovenci, ne. Imajo seveda močne mednarodne povezave, recimo z mednarodno Caritas, italijansko Caritas, čeprav po vseh teh letih tudi te povezave počasi pešajo, kar je razumljivo. Ne more biti nekdo navzoč tam 30 let z isto intenzivnostjo, ne, in se nekako postavljajo na svoje noge. Vendar seveda ti ljudje so sposobni, ja, zelo, rekli, širokega spektra razmišljanja. Tudi imajo izkušnjo, ne, te multikulturnosti. Prej so govorila o verah. Torej so ljudje zelo močnega dialoga. Hkrati pa tudi vidim, da so zelo premeteni, zelo pazijo, kaj rečejo, kako rečejo, kako reagirajo, premislijo tudi. Tako da me je to tam presenetilo, ne. Torej imajo neke izkušnje, do katerih mogoče bomo še mi morali priti, ne glede na čase, ki nas pač še čakajo, ne. Tako da, ja, z druge strani nas tudi zelo cenijo, Slovence imajo zelo radi. Tam v Bosni in Hercegovini smo njihovi domačini, kot se že prej omenili, ja, tudi kar nekaj Prekmurcev ima kakšno hišo dol, ja, in hodijo mesečno dol in oskrbujejo to hišo in vzdržujejo in tako naprej. Tako da, ja, rekel, ta naša cerkev v Bosni in Hercegovini, jaz jo vidim še kot, rekel, red partner v tem, da poskušamo nekako iskati
skupne poti za naprej na tem našem nekdanjem balkanskem prostoru. Moram reči, da ja, pripravlja se tudi forum prihodnje leto, zopet v Kopru, ne. Tudi. Ja, tudi leta 2025, to je seveda hkrati tudi sveto leto v katoliški cerkvi, ne, in naslov tega foruma je skupne vrednote življenja za mir. Torej, zanimivo bo slišati tako predstavnike teh cerkva oziroma verskih skupnosti, kakor tudi mlade, kako oni svoje življenjske vrednote vidijo v službi miru. Ampak to sem vas sprašal namenoma, ker se bova zdaj navezala na naslednjo temo. Če sva omenila, da v Bosni to poskuša to rahlo, to krhko ravnotežje med religijami, tudi med kulturami, med idejami, vzdrževati tudi z premišljenostjo, s tem, da pazijo na to, kaj storijo, kaj povejo, da gre za neko empatijo in neko občutenost, spoštovanje tudi drugih religij, in da če bi zdaj želeli, da to postane nek model tudi za ostalo Evropo, vendarle opažamo, da pa ne meri izgleda ta Evropa oziroma kdor upravlja tudi z mediji ali pa z z javnim mnenjem, enako ne meri tega odnosa do vseh. Rekel bi takole, ne? Na olimpijskih igrah se zdaj, ko je bila otvoritev, se je pokazalo ponovno, da nikoli ne bo medijsko izpostavljeno javno žaljenje recimo muslimanstva, niti pravoslavja. In tako kot je rekel, mislim, da škof Barron ali ameriški, toleranca do žaljenja krščanstva je tista, ki je splošno postala sprejemljiva. Torej, če se sme biti do česarkoli netoleranten, je krščanstvo, zlasti še katolištvo. In kot je to občutljivo v Bosni, vendar se mi zdi, da to postaja tudi občutljivo na nivoju Evrope, zlasti Evropske unije in zlasti teh tudi političnih, kulturnih, idejnih tokov, ne, ki se niti več ne zadržujejo pred tem, da bi svoje nasprotovanje katolištvu, ali naj bo to do evtanazije, do abortusa, ali do celo najsvetejšega oziroma do te evharistije, kot je bila recimo parodija zdaj izvedena na temo zadnje večerje pri otvoritvah na olimpijadi v Parizu, ali je potem vendarle, bom rekel, ta evropski kulturni duh zmožen ohranjati mir, če je tako selektiven pri nastopu do verne. Ene nikoli, druge vedno. No, jaz sem si to otvoritev ogledal v celoti, čeprav televizije v glavnem ne gledam. Tokrat sem si pa le vzel, rekel, ta razkoš, da sem gledal to otvoritev kar 4 ure. Je trajala, razen Lady Gaga, ne, sem videl vse. Drugo. No, nič niste zamudili s tem, verjetno. Nisem zamudil, se zaglih za to. Glejte, hvala Bogu, jaz sem se bal pred otvoritvijo, da Francozi ne bi zopet ušpičili kaj proti muslimanom. Glede na to, kako so nepredvidljivi. Ker če bi se to zgodilo, danes Pariza ne bi bilo več. Bi bil zravnan z zemljo in tudi za olimpijske igre bi lahko rekli uplune na kolubaru, so odšle, kot je. To včasih so kakšni naši starejši rekli. Ne bi bilo nič z tega. Namreč, pričakoval sem seveda nek spektakel, sicer je bil, potem pa seveda, bi rekel, neka čudnost, čudaštvo, tista zamaskiranost brez obrazov teh nosilcev, tega nosilca olimpijskega ognja. Potem tista grotesknost, ki me je prav, to me je najbolj to prizadelo, mogoče manj kot karkoli drugo, ta opera Marije Antoinette brez glave. Šlo je za stavbo z temi figurami obglavljenimi, pač srednje, to se pravi 18. stoletja, dame francoske, ne, ki je pela neko pesem. Glejte, Marija Antoinetta, ne, je v francoski duši zelo sovražena oseba. Že tudi zato, ker je bila habsburška rodovine, torej hči cesarice Terezije, Marije Terezije, no in sestra Franca, to se pravi Jožefa II. Seveda bila je razmažena, torej razvajena, kot so vse bile razvajene takrat princese ali kraljice.
mogoče tudi nepredvidljiva v svojih izjavah, bi rekli, nič kaj taktna in diplomatska za ta francoski dvor. Z druge strani Ludvik XVI je ena taka mehka oseba, bi rekel, mogoče z šibkim značajem za vodenje države. No, in zgodila se je ta francoska revolucija, odzeli so ji otroke, pod giljotinom umorili moža. No, in ko so jo oktobra 1793 peljali pod giljotino, seveda je to bila zbrana vsa pariška, ne bom rekel množica, ampak drhal. No, in obstaja skica original, ko je nek slikar naredil na hitro njen portret, ko jo peljajo na morišče, in sicer zelo postarana ženska, rekel, izmozgana od trpljenja, izgleda starejša od svojih let, skoraj 40 let. No, in ta skica govori o tej tragiki te žene. In vendar seveda se še vedno Francija napaja, rekel, z njeno tragiko in z njenim bridkim koncem. In na to postavil na olimpijske igre se mi zdi sila nehigiensko in nehumano. Ne samo v odnosu do te ženske, ampak v odnosu do vseh žena, ki danes kakorkoli trpijo. Tudi če so mogoče mnoge za svoje trpljenje delno tudi same krive. Ne? No, seveda potem vsa ta, bi rekel, scena s temi reperji, s temi plesi, s temi moškimi, takšnimi, ženskimi, takšnimi in drugačnimi, oblečeni v moške, v ženske, moški plešal moški v ženskih oblačilah, potem moški z ženskimi pritlikinami, z brado. Jaz ne vem, kaj so hoteli ti Francozi povedati. Glejte, tukaj enakost, bratstvo, svoboda, jaz tega tukaj nisem nikjer videl, ampak seveda eno samo pomešanost oziroma zmenjenost. In druga stvar, tudi ta, rekel, jahačica na tem konju na vodi. Vse sorte so govorili, ja, da gre za podobo iz Apokalipse. Jaz sem videl tukaj najprej sveto Ivano Orleansko. Aha, celo. Ja, mislim, ker tudi ona ima eno svojo močno podobo v zgodovini Francije, ko je Francijo branila pred Angleži, zaradi tega, ker je bil takratni kralj Karel popolnoma nesposoben, zato je ženska vzela v roke meč in si nadela oklep. In se rekel, najbrž brži zdaj na tem konju pred Angleži, v zgodovini tega ni zmogla, lahko to na olimpijskih igrah naredi, glede na to, da so jo potem od zadaj spremljali recimo ti krvavi ali rdeči zublji oziroma scena neko krvi in tako naprej. Ampak seveda, tu se lahko vsak po svoje razlaga, tako kot si. Ne. No, seveda, potem naprej tudi zelo malo je bilo, bi rekel, športnih scen, če že rečemo. Ne. To je mogoče 1/3 bila vsega od športa, 2/3 pa vse je tako rekoč bilo v korist in v propagando lezbik, geje, transseksualcev, biseksualcev, oziroma LGTB-ja, pa še kaj zraven. Zdaj seveda, gledajte, za mene so te olimpijske igre kakorkoli že skupaj z samim uvodom ali to predstavitvijo dobesedno ugrabitev ali ugrabljene od te agende LGTB oziroma te moči, ki prihaja vedno bolj do svoje oblasti. In seveda, po moje, jaz sem videl tukaj v sporočilo, vi, ki ste tako rekoč, rekel, naravno ali normalno usmerjeni, vi ste sedaj v manjšini. Mi pa, ki smo to v LGTB-jih, smo pa v večini. Saj sam režiser je te usmeritve, potem je pojasnjeval, da gre za radikalno vključenost, da vsak ima pravico ljubiti tistega, ki želi. Vendar tu je šlo za dosti demagogije. Ne? Že recimo pri Mariji Antoineti, tisti njen stavek, da če nimajo kruha, naj jedo pogače. Glejte, če lahko prekinem, ne? Glejte, Marija Antoineta ni nič v primeri današnjih Kardashank, ja. Ne? Potem raznih Hiltona, Pariz, potem ne vem kaj,
Spicy, pa Taylor Swift in tako naprej. Tako da to, kar so te dame danes napram Mariji Antoineti, ni primerjave. Treba uničiti lik, ne, in ustvariti neko novo famo, neko lažno zgodbo, ki bodo množice nasedle. Ne. Tudi tisto poskus, da bi zdaj relativizirali oziroma da bi pojasnili, da ni šlo za imitacijo zadnje večerje, da je šlo v bistvu za slavje Bakusa, ne, Dioniza, da bi bakanalije to bile, se pozneje se prevrže prave bakanalije v razozdadost, ne, kar je tudi bil eden od vrhuncev bakanalij, ne, ampak tam ste imeli tudi poleg vseh teh transvestitov tudi majhno deklico, ne, še to je potem... Ampak, ne vem, koliko je bilo oseb ob tisti. Ja, bilo jih je več, ne jih bilo samo toliko, ko se gledal, ampak tudi tisti, ki so naročili, so demantirali, da ni šlo, da je res šlo zgolj, da je šlo za imitacijo zadnje večerje. Tudi ta osrednja figura, ki je bila ženska na sredini, ona je tako najprej prek tega platforme X sporočila, da je to zdaj nova gej zaveza. Torej, gej pa pomeni vesela in hkrati tudi istospolna. Ne. Še podobo hostje je imela na glavi. Ja, in potem je to, to je potem umaknila, vendar je nedvomno, ne, da so tudi naslovili tisto znano sceno. Zanimivo je, da Gospodova večerja se v francoščini izgovori la scène. Piše se drugače. In gre za igro besed. In so rekli, tako, la scène de la scène. Ne vem, Gospodova večerja na sceni. Ne. In v bistvu je torej tu bilo več kot namerno, tega se ne da zanikati. Ne. In v tem smislu pač tudi sama sporočilo te prireditve, ne, bodite razbrzdani. Ne vem, če vas bom vprašal, tega se nisva dogovorila prej, koliko kondomov so razdelili med olimpijskimi igrami? Ne vem, nisem tega... 200 000. 200 000. Samo za moške. Se pravi to nekako, potem so rekli, da celo postelje bodo, da bi bili bolj vzdržni, ne, in da ne bi prenesle dveh, ne, in potem so športniki veselo to demantirali in dokazovali, da gre. Ne. V bistvu, kaj hočem reči, je pa nekaj, če je koga to zadosti zrevoltiralo, da je šel to dlje raziskovati, je videl, da v tem bistvu ni nobena izjema. Že leta 1992 v Barceloni ste imeli med otvoritvijo ali zaključkom pojave, ki so bile demonske, hudičevske, tudi pri igrah v Commonwealthu 2012 v Londonu. Potem recimo otvoritev predora St. Gotthard, če bi pogledali si tisto otvoritev, gledalci, je tudi še na YouTubeu, je popolnoma demonska. Ne? Tam imajo res, se niti ne skriva več, da se velik javni dogodek želi izkoristi, da se manifestira, da se izkoristi tudi kot neke vrste obredja, ki je antikrščansko. Ne. To je skoraj, ni več niti teorija zarot, ne. Ker če bi nekdo šel to raziskovati, ne, bi seveda v 4-urnem programu bo rekel, je 3 ure lepih se bi. Tudi Putina so razjezili, da je dejal, da so te igre iz pekla. A celo? A ja? Ja. No, kakorkoli, gledajte, nažalost, zdaj seveda ti dogodki okrog samih olimpijskih iger ali tekmovanj, ne, so nažalost zelo zasenčili tudi samo odličja. Ne. Seveda. Namreč olimpijske igre niso samo tek ali gimnastika oziroma ne vem, šport kot tak, ampak vse, kar se tudi okrog dogaja. Okrog tega se je pa dogajalo zelo veliko, kot sva rekla. Tudi med sami olimpijskimi igrami so bili hudi škandali. Recimo zdaj se je tudi v boksu ženskem pojavilo to vprašanje transspolnosti ali interspolnosti oziroma ne vejo še sploh, a je ta igralka oziroma tekmovalka ali tekmovalec iz Alžirije in Tajvana sploh moški ali ni moški ali ženska ali ni ženska, ne vejo. Oziroma ne povejo. Ne. In seveda tekmovanje veselo gre naprej, vse do končnih odličij v korist, rekel, teh transspolnih oseb. No in kaj se bo zgodilo? Naslednje olimpijske igre bodo popolna zmešnjava v tem oziru. To seveda ne bo več samo v ringu, ampak tudi na igriščih, košarkarskih, rokometnih in podobno. Ne. Tako da to se je videlo, da recimo tudi sami organizatorji
v tem oziru iger ničemer niso obvladovali, ampak dejansko jim je škandal šel po svoje naprej. Potem seveda tudi se vidi, ne, da je bilo veliko krivic, tudi takih osebnih frustracij. Naprimer, dva naša kanuista, to so to doživela, ne. Ja, ko se neka sodnica tam slabo počutila, imela slab dan in njemu dosodila kazenske točke, drugim je to spregledala in seveda adijo medalja. Tako da tudi, kar se bo zgodilo še sedaj, oziroma kar se dogaja glede teh tekmovanj, bodo te olimpijske igre šle v zgodovino, bi rekel, kot ena zelo neposrečena zadeva. No. Vsaj za normalne ljudi, za ljudi, ki si še želimo biti zaenkrat v miru, v enem neko zdravem načinu življenja, v zdravem okolju, pa ne nazadnje, ko govorimo tudi o tem, da bi lahko še vendar imeli to versko svobodo, da lahko izpovedujemo tudi svojo vero. Glejte, zakaj je treba vedno sramotiti kristjane na vseh svetovnih ali ne vem, večjih dogodkih, je seveda zame tudi veliko vprašanje. In tukaj ne vidim drugega odgovora, kot da gre za satansko sovraštvo do kristjanov. In sicer zaradi enega instinkta, ki obstaja v teh ljudeh, pa se ga niti ne zavedajo, da to je, veste, hudič ve, da je Kristus močan. Kljub temu, da je Kristus samo dobrota, odpuščanje in hkrati tudi milina in daje vtis, bi rekel, s tem ene nemoči, to, kar je seveda dal že na križu, ko so ga zasramotili, če si sin Božji, stopi dol in pokaži, da si Bog, da imaš svojo moč, pa tega ni storil. Namreč na tak način, kot so že rekla v eni od oddaj, je razodel svojo slavo, je slavo Boga, torej slavo nebeškega Očeta, ampak Kristus je močan in je dejansko Kristus tisti, ki je vladar sveta in vesolja, ne glede na to, kaj kdo o tem misli oziroma kaj si glede tega želi ali ne želi. To je, gledajte, dejstvo, ki je resnično brez naše volje, ali pozitivne ali pa negativne glede tega. Ne. In seveda ti ljudje, ki to, rekel, seme zla v sebi nosijo, rekli, seme hudega duha, to čutijo in na tak način potem tudi izražajo sovraštvo do krščanstva. Krščanstvo samo po sebi seveda je vedno kvas in to vedno bolj postaja v tej družbi in kvas pa ima svojo moč, da lahko to družbo ne nazadnje tudi rešuje in odrešuje na način, da reši celo civilizacijo. Kako bo to potekalo, seveda o tem govorimo tudi v sedajšnji sinodi. Papež Frančišek pravi, nič se ne more zgoditi v cerkvi brez svetega duha. In sveti duh je tisti, ki daje vsemu obstoj in življenje in daje smisel, daje smer, tako cerkvi, kako tudi v družbi. In seveda tudi ta sinoda zdaj zelo močno razmišlja, kako se poslušati, razločevati in tudi odločati v svetem duhu. Dobro, to je zopet eno novo vprašanje, rekel, nov pogovor, ampak smo tukaj na eni taki zanimivi točki zgodovine te naše zahodne civilizacije, ko se bo seveda temelji te civilizacije močno zrušili, čeprav obstajajo že, rekel, tudi študije in razmišljanja filozofska, da se je zrušila krščanska civilizacija, kot so to že rekla, ampak ni se pa zrušila krščanska vera. No, jaz sem tu pogrešal tudi letos recimo prikaze o tem, kje ti naši olimpijci hodijo, kam hodijo k maši, kje molijo. Tega to letos ni bilo. Razen je bilo neko medversko srečanje v Parizu, drugo je pa to, drugega nisem zasledil. Tako da rekel, da škoda je, da so nas recimo tako razočarali,
Morali bi vedeti, da nas bodo razočarali, ampak izgleda vse, da so nas hoteli razočarati. No, vse zato ravno mene ni to presenetilo, ker da gre za nek vzorec, sem ugotovil že leta nazaj. Zdaj se mi zdi, da gre samo za naslednjo fazo, ko se to še samo bolj eksternalizira, ko se to bolj razgalja, postane vedno bolj vidno. Niti nimajo občutka več, ne vem, tega zadrževanja, potrebe po zadrževanju ali sramu ali kakorkoli. Mislim, da se jasno želi izraziti, da prihodnja Evropa naj ne bi bila Evropa, ki bi bazirala ki bi temeljila na krščanskih načelih, ne. Ker nenazadnje tudi sam Macron, mislim, da je izjavil, da je pohvalil celo otvoritev in je branil tudi tiste dele, za katere kristjani upravičeno rečemo, da so nas žalili, da predstavljajo ideale Francije, torej še iz francoske revolucije, torej te tri slogane, enakost, bratstvo, svobodo. Glejte, če smo pošteni, francoska revolucija ne more biti ideal Francije. To je lahko samo nekaj, česa bi se lahko Francija sramovala. Namreč se francoska revolucija v ničemer ni prinesla nobenega napredka za našo družbo, tudi zahodno ne. Namreč francoska revolucija, če govorimo o laični državi danes in govorijo mnogi, da je to sad francoske revolucije, ni res. Do laične države bi prišlo tudi samo z razsvetljenstvom brez francoske revolucije. Francoska revolucija je v bistvu kako se bi rekel, pošklisnjeni dogodek francoske drhali. To ni zgodovinski razvoj. In ta enakost, namreč bratstvo in svoboda, ki so temelji francoske revolucije, oziroma se pravi, da so njeni temelji, vidimo, kam so pripeljali danes. V ničemer niso bili tudi te olimpijske igre v Franciji vzor svobode, enakosti in pa bratstva. Ničemer. Bilo je toliko raznih, ko so govorili že prej, diskvalifikacij, poniževanj, parcialnosti, bi rekel, potem tudi... Nasmešljave glede spola. Vse. Ja, pa tudi že samih odnosov med, bi rekel, samimi tekmovalci, potem sodniki do tekmovalce in podobno. Potem do organizatorjev, ne. Za ene se merijo takšni vatli, za druge takšni vatli. Glejte, enako svoboda in bratstvo, to so duhovni pojmi. In evangelij jih pozna, tako bi rekli mi temu, kot evangeljski sveti, ki jih redovniki in redovnice zaobljubijo pri svojih redovnih zaobljubah. To so pokorščina, oboštvo in čistost. In če gremo recimo malo to razčleniti, recimo čistost evangeljskega sveta, recimo je svoboda srca, da se lahko vsem predam svojemu bližnjemu in Bogu. In v tem se ne čuti nobene omejenosti. In v tej čistosti svojo svobodo prečistim vseh raznih drugih nesvobod, ki me delajo dreko, tako da rečem mesenega ali zasužnjenega mesu, v smislu, bi rekel, spolnosti ali drugih deviacij, ki me recimo oddaljujejo od tega, kar sem kot moški in ženska, da bi bil nekaj, kar, bi rekel, bi zatojil v sebi kot bistvo svoje identitete samo zaradi tega, ker hočem uživati in se zato spremeniti v nekaj, kar nisem. Recimo, svoboda, čistost. Potem pokorščina, bratstvo. Pokoren sem svojim predstojnikom, zato ker hočem biti brat ali sestra v svoji skupnosti, redovni skupnosti, z vsem srcem, se jim dati na razpolago v služenju in s tem seveda svojo, rekel, svobodo dam v službo tej skupnosti. In temu rečemo pokorščina v imenu bratstva. Potem pa oboštvo ali enakost. Obok sem tako kot si v skupnosti, sem tudi jaz, imam isto, nočem imeti več, hočem biti, ali kar dobim, deliti z drugimi in hočem biti enak. Glede, gre za pojme, ki so duhovne narave in izvire iz evangelija
In zanimivo je, da imamo seveda tudi pojave v cerkvi, ko te evangeljske svete začnejo porečenjati tudi, močno živijo tudi laiki, verni laiki. Čeprav niso redovniki, ampak v tem najdejo tako svojo svobodo, svoje bratstvo, svojo enakost. Sociološko, kot vidimo, ti pojmi nikakor ne grejo skozi, oziroma ideološko in politično, nikakor. Se lomijo, ko z občaniki tam pri kombanju, ko pšenico že, pri starih kombanjih, zdaj pri novejših, ne. In tako da tu se jaz ne bi ustavljal in ne bi presegal na to v ničemer, in tu se je Macron polomil. Jaz mislim, da je Macron, ta gospod predsednik, rekel, ena figura v tej francoski javnosti, ki ni verodostojna, na žalost, ne. In vsemi svojimi izjavami, tudi vsemi svojimi načini, kako on to družbo vodi, seveda je človek lahko za samo žalost. Vse nazadnje, tudi te neke zadnje volitve, pa tudi prognoze za naprej kažejo, da bo neka reakcija na to, vendarle ne spomnim tudi tako imenovane desnice ali radikalne desnice, kot je celo nekdo označuje, ampak to samo zaradi tega, ker delu prebivalstva vendarle ni všeč, kam gre, ne, to kot ste rekli, ta tako imenovani razvoj francoske družbe, pa ne samo francoske, civilne, ne. Glejte, že 1980 je Janez Pavel II, sedaj sveti Janez Pavel II, francosko družbo ukaral in spomnil, kam si šla najstarejša hči cerkve. Najstarejša hči cerkve. Od Karla Velikega, ja. Od Karla Velikega naprej, kam si šla? Ja. Kaj se je s to zgodilo? Zavrnila si svoje krščanske vrednote oziroma si porezala korenine. In seveda temu je zelo sledila tudi potem Evropska skupnost, to svojo ustavo. In gotovo, jaz pravim, francoska družba ima še veliko potencijala, ne samo zaradi svojih teh močnih zgodovinskih korenin in pa hkrati tudi tega bogatstva, ki ga ima v arhitekturi, v literaturi, tudi v mnogih svetnikih, ne. Ampak tukaj so gotovo tudi ljudje, ki so kot intelektualci ali neintelektualci, zelo zavezani evangeliju in seveda jih zelo tudi skrbi, da bi recimo sedanja cerkev tudi v francoski družbi bila res evangeljska cerkev. Sej, Francija je dosti izpostavljena tudi internacionalno, ne, seveda velika država, močna država Evropske unije, mnogo let dolgo je bila vzor, ne. Sicer se mi pa zdi, da tudi na njo vplivajo tokovi iz tujine, oziroma tujine, iz tega globalnega kotla idej, ki vodi ves ta razvoj, ne, v smeri dejansko tega skrajnega liberalizma, kjer je vse relativno celo od spola do tega, kaj je družina, kaj je življenje, kaj je oseba, ne. In kar me je na nek način malo potolažilo je, da tudi v teh odzivih na nekih teh spletnih portalih so komentatorji zaznali, da vendarle že gre preveč. In tisto, kar sem sam pri sebi zaznal, neko vzporednico z Evrovizijo, jaz sem tudi zasledil pri mnogih komentatorjih. Se je to postalo samo še, torej olimpijske igre ali Evrovizija ali karkoli je postalo samo še, ne vem, sredstvo za lansiranje teh idej. Ampak te ideje prepoznamo, ali po sadovih jih boste prepoznali. In kot ste sami rekli, ti sadovi trenutno niso ne vem kako dobri, če ustvarjajo torej vso to zmedo celo okrog tega, kdo je moški, kdo je ženska, kot sem rekel, kaj je življenje, kaj je smisel življenja, kaj je oseba. Ampak kako bi potem vendarle, tudi nek Macron ima lahko neko podržko v tem duhu tega časa, ki zagovarja, da so pa ti ideali, svoboda, enakost, bratstvo, res tisto, za čemer bi se naj na nekem skupnem imenovalcu poenoteno sledili vsi znotraj Evropske unije ali pa še širše. In tu bi naj omenil, da mi je to toliko manj jasno, zakaj ravno pred enim letom je znan teolog, znan duhovnik znotraj Slovenske katoliške cerkve, bloger tudi, gre za gospoda Branka Cestnika, zapisal, da je ravno rešitev, niti ni globalizem, niti ni, da se izoliraš, ampak da se držimo tega trojčka, svoboda, enakost, bratstvo. Zakaj recimo, mene to skrbi, zakaj ni napisal, da je rešitev evangelij, to, kar ste vi omenili? Zakaj bi morali mi celo v cerkvi med teologi zapasti
tej maksimi, tej paradigmi. Jaz mislim, da je najbrž misel na evangeliji, samo ni izrecno tega omenil. Vse drugače ne vem, kako bi lahko sploh, bi rekel, se ozrl na ta trojček brez evangelija. Ja. Kot duhovnik brez tega ne more. Ker citira ga v enakem zaporedju, kot so tudi imeli ta slogan, ker poleg tega, če bi teološko hotel podkrepiti, dejansko ne gre niti za eno od teh za kardinalne vrline, ki jih je Tomaš Akvinski opisoval. Recimo, med tistimi 4 Ja, srčno, sploh vera, ljubezen, pa potem upanje, to so nadnaravne, potem pa še vse druge, srčnost, pogum in tako naprej. Točno, skromnost in tako bogobojčnost in te stvari, tega tu ni. Tako da imamo, bom rekel, tudi znotraj intelektualnega kroga teologov težavo, da bi radi znova sledili svetu, ne da bi bili mi tisti, koga naj svet sledi. Zdaj. No, gospod Brat Kocesnik, se ga poznam tudi iz intervjuje, je tako sicer zelo prečiščen, načelno zelo katoliški teolog in tudi zelo zanimiv interpret raznih situacij, tudi pastoralnih ali družbenih, pozna tudi dogajanja, tako v svetu, kako se tu pri nas. No in tudi seveda ta trojček, ki ga je on omenil, je, tukaj stojim na tem, za nas, kristjane, katoličane, ne vzdrži drugače kot znotraj teh 3 evangeljskih svetov. Zdaj, vse drugo seveda je tudi to, rekel, za nas ne samo nesprejemljivo, se takoj samo v sebi vrže v nasprotje. Zato, ker gledajte, včasih smo rekli, da ne moremo biti vsi enaki, isti pa smo po dostojanstvu, ne? Ja. Zdaj vidimo, da tudi isti niso več po dostojanstvu. Tako daleč smo prišli z preseganjem na ta trojček. Ja. V tem oziru, oziroma tem, kako to interpretira, rekel, danes recimo Macron in njemu okrog podobni, ko gre dejansko za to, da je ta svoboda, enakost pa bratstvo vse samo v korist moje ideje. Točno. Še gremo naprej, moja ideologija, še gremo naprej, moja LGTB, še gremo naprej, mojega nerazčiščenega odnosa, še gremo naprej, moje frustracije. Kakšna je ta frustracija? Ja, tu se ne bi tako daleč spuščal, ampak tudi živeti brez Boga, oziroma ne biti podrejen, ne priznati, da si mu... Seveda, tudi v tem, kako on gleda na družino, kako gleda na zakonsko zvezo, kako gleda na splav. Vse to so posebno zadeve, ki so mimo evangelija oziroma mimo življenja in so v službi smrti. No, ker potem je logično nadaljevanje tega, kar se bo zdaj dotaknila še tudi recimo tega škandala z upodobljeno Marijo med rojevanjem v katedrali v Lincu, ker se mi zdi, da je ravno to, če se ne razmeji zadosti zgodaj in zadosti odločno, do kam lahko cerkev, se pravi, sodeluje z tem svetom tudi na načelni ravni, od katere točke naprej pa vendarle mora braniti tisto, kar je njeno osnovno poslanstvo, zaličanje duš in razglašanje evangelija. Ker ta profanizacija, ta kultura samo stran z strahom Božjim. Ker vemo, da v Svetem pismu piše, da je začetek modrosti Božji strah. In ko tega odpravimo, preidemo v norčavost in postanemo norčki, če ravno se zdimo sami sebi pametni, z vsemi, ne vem, intelektualnimi akrobacijami, ki jih želimo, ki jih uporabljamo za to, da bi upravičili, ne vem, to svojo željo, da bi smeli biti sam sebi, recimo sodnik, Bog, oziroma tisti, ki razsoja, kaj je etično, kaj ni, dobro in slabo. In problem je to, kar sem že rekel, kar smo se zadnjič dotaknili, da v avstrijski cerkvi zdaj pri registraciji za krst lahko izbiraš med 5 možnostmi, dečko, dekla, mislim, moški, ženski spol, da se pravi
tudi v Slovenski cerkvi zagovarjamo načela, jaz mislim, da je bilo mišljeno v ideale francoske revolucije oziroma te egalitarne družbe in da smo zdaj prišli tudi do tega, kar bodo gledalci videli, bomo tudi na fotografiji, na to upodobitev, ki jo je pa odobril celo domači škof. Kako komentirate, ker vem, da poznate to sliko, ta kip, to plastiko, niti ne moram reči, da je nek kip, Marije med aktom rojevanja? No, to je posebno nesprejemljivo. Glejte, zdaj, ko smo pred praznikom Marijinega vnebovzetja, če se malo ustavimo zopet pri podobi nebeške matere Marije, gre za čudovito osebo, za ženo 15-16 let, nagovorjeno od samega Boga po angelu Gabrielu, da bi postala mati živega Boga, Jezusa Kristusa. Ona je to v veri sprejela, seveda bila je izbrana in sposobljena za to veliko nalogo materinstva in temu rečemo predvsem milost, ki je obvarovala izvirnega oziroma tudi osebnega greha. In je bila zato tudi brezmadežno spočeta, čeprav spočeta na človeški način. Moram reči, da Marija ni boginja, ampak je žena, je mati Boga in kot tako jo častimo, ji dajemo tudi hvalo in taki seveda tudi se priporočamo, kajti Bog je svojo mater žel ob njeni smrti ali zaspanju ali dormicijo, kot temu rečemo, z dušo in telesom v sebi. Seveda moramo pa se spomniti na stare proroke, Elija in Enoh sta prav tako bila zeta z dušo in telesom v nebo. Torej gre za izreden dogodek, ki je seveda mogoč samo v moči živega Boga in njegove, rekel, vse obsegajoče stvarjenske dejavnosti, tudi nad človekom. In zato je Marija seveda tudi tista, ki je vredna vsega našega spoštovanja in pozornosti. Rodila je tudi Marija Jezusa tako, kot rodijo vse žene svojega otroka, vendar pri tem ni izgubila svojega devištva in svoje brezmadežnosti. To se pravi, njen himen, kako se reče, deviška kožica ni bila prezadeta ali ranjena, če sem zelo natančna, fizionoško, biološko natančna. Torej, šlo je za čudež, kako je to mogoče. Ja, gledajte, kako je bilo mogoče, da se Jezus pri svojem stajenju pri zaprtih vratih pojavi med apostoli. Torej, zbravi, je šel skozi vrata, ali je prebil zid, ali kako. Gledajte, ni važno, tukaj je, zgodilo se je, tu je. In na nek način, rekel, to Jezusovo prebijanje časa in prostora in materije doživljamo tudi pri Evharistiji, pri transubstanciaciji, ko kruh postane enkrat Kristusovo telo z vsem mesom, kostmi in pa dušo, seveda brez vidnih možnosti, da bi to videli, ampak v resnici gre za živega Kristusa, isto tako njegovo telo, oziroma njegova kri. No, in se tudi vino spremeni v pravo Jezusovo kri. Čeprav vidimo še in kušamo vino, vendar to je kri. No, in isto tako seveda gre za pri Mariji. In seveda zdaj ta zadeva v Lincu je bila zelo, provokativna, kot so že bile mnoge stvari, tudi v Sloveniji pri nas provokativne, kot Marija s Podgano na Brezjah, ali Ptujska Marija, neka ženska gola ogrljena s pačelanom Ptujske matere Božje in okrog vse sorte ljudi. Torej provokacije so vedno, tudi tu se je zgodila provokacija našega krščanstva, predvsem v odnosu do Marije, našega odnosa do Marije. In tukaj seveda ne vidim nobene umetnosti, nobenega sporočila. Glejte, umetnost je vedno samo to, kar je lepo, kar je čisto, kar je resnično, kar druge pomirja, kar druge navdihuje, kar drugim daje zagon, da so tudi lahko sami umetniki, ne pa da dejansko, da druge provocira oziroma jih spravlja do kakršnokoli, bi rekel, stisko, mogoče v tem primeru celo tudi erotično stisko. Tu bi našlo celo za spodbujanje ponovnega razmišljanja o vlogi žena v cerkvi, da bi preko Marije se zdaj v tem duhu
Glejte, rojstvo otroka je intimen dogodek. Žena ne bo šla roditi na Trg zmage v Soboti pred spomenik, da bi s tem poudarila svojo vlogo žene v družbi. To so bedarije, takšna sporočila in takšne, rekel, abotne sploh predstave o tem. Gre enostavno za čisto provokacijo. Žena ima svoje mesto vedno v družbi, predvsem, če jo znamo tudi moški sprejeti, spoštovati, ji tudi pomagati, hkrati skrbeti za njeno zaščito in tako naprej. Vidite, francoska družba, če smo že pri francoski družbi, ima ničelno toleranco do spolnosti. In to so hoteli pokazati tudi na samih olimpijskih igrah. Vendar med prireditvijo pa so počele same spolne bedarije in s tem poniževali milijone ljudi. Glede, to so stvari, ki ne grejo skupaj, so same sebi skregane s pametjo. No, isto tako tudi sporočilo tega kipca, ki ga je ta ženska, ki ga je ustvarila, neka kvazi umetnica, bila je menda katoličanka, potem pa je izstopila iz katoliške cerkve. Zopet gre za njeno osebno frustracijo, ki jo pa hoče kot vsemu vesoljnemu svetu predstaviti kot zopet njeno svobodo, sporočilo in pa zopet nek namen po nekem feminizmu. Tako, jaz mislim, da še ponavljam, gre zopet za eno manifestacijo tega nesvetega duha, torej antievangelija, ki išče svoj prostor v družbi na ta, oni, 3., 4., 10. način, kjerkoli se le da. In mora to storiti, ker ne nazadnje vloga ženske oziroma prek Marije, ona je skrinja zaveze, zato treba na nek način to odmisliti oziroma banalizirati njeno vlogo preko nekih drugih dodeljenih dolžnosti ali časti ali vlog, ki bi jih naj imela. In zato so napadi na Marijo vendarle nekaj pogostega in bodo verjetno tudi še bolj pogosti. Glejte, napade na Marijo v takšni obliki so vedno zame tudi napade na vsako žensko. Ali rojeva ali ne rojeva, ali mati ali mati. Vsaka ženska ima to spolno fizionomijo, ki je maternica, v teološkem smislu, kot ste rekli, bibličen celo skrinja zaveze, v kateri se poraja ali ne poraja življenje. Odvisno seveda od tega, ali to sprejme ali ne sprejme, ali zdrava ali ni zdrava, to je seveda druga reč. Ampak samo v sebi ženska je tako ustvarjena tudi od Boga, da daje življenje. In pred tem se moramo vsi samo pokloniti, spoštljivo, tudi moški, kot sem že rekel prej, to varovati in spoštovati, predvsem možje v svojih žena v zakonu oziroma očetje do mater njihovih otrok. In Marija nam je tukaj vzgled. Hkrati nam je vzgled seveda njen ženin Jožef, ki jo je zaščitil v vsem oziru, tako daleč, da je celo vzel tudi kljub morebitnim dvomom o tem, kdo je ta otrok, ki ga je spočela, in je veri sprejel, da je to ta otrok spočet od Svetega Duha, sporočilo dobil v sanjah in je moral veri to sprejeti. To je bilo veliko dejanje in s tem odvrgal tudi vse dvome v sebi, pa hkrati tudi v družbi, da je Marija njegova zakonita žena in da je on dejansko tudi zakoniti krušni oče tega otroka, čeprav Božjega sina. Tako da, gledajte, zdaj bomo praznovali tudi Marijino vnebovzetje. Mi se veselimo v naši škofiji predvsem dogodka, ko bo med nas prišel apostolski nuncij v Republiki Sloveniji, Jean-Marie Špajh, nadškof, in bo imel 14. avgusta, to se pravi v sredo zvečer, ob 8. v turnišču Svetomašov za družine, za zakonce, potem pa procesijo kratko okrog cerkve z Marijino podobo, z Marijinim kipom. No, naslednji dan bo pa tudi slovesno in sicer pri gradu, torej 15. avgusta v četrtek, ko pa ob 10. je imel svetomašo zopet za romarje pri gradu na Goričkem. Skupaj z vami? To se pravi, jaz bom v turnišču ob njem in v gradu ob njem, bo skupaj somaševala, malo bom tudi
pomagal v smislu, da bom jaz prebral obe pridigi, ki sta zelo dobri, različni, teološko močni, pa krati antropološko zelo utemeljeni, zelo zanimivi za branje, za poslušanje. Seveda rabite svoj čas in premislek tudi, ne? In se dobro ozre na okolje v Turnišču, hkrati pa na okolje pri gradu. Zelo upošteva, bi rekel, te razlike, bi rekel, kje so bolj luterani prisotni, kje so bolj katoličani prisotni. Se da tu fajn videti in obojim zelo predstavi dobro lik Matere Božje. Torej, to bo zelo lepo, jaz bom to pridigo bral, ne, ker pač škof mora prebrati nuncijevo pridigo v slovenščini, da ljudje razumejo. On bo začel, jaz pa potem tudi nadaljujem. Kanon, torej v srednji del svete maše bo v latinščini maševala oziroma molila, ostalo pa v slovenščini. On začne v slovenščini, jaz pa potem nadaljujem. No, tako da pri gradu se zelo pripravljajo tudi za sprejem županja, gasilci in tako naprej. No, pa potem popoldne, po kosilu pa se bo ogledala, je že vse lepo pripravljeno, grad na Goričkem, grad na Goričkem, torej bo šla si grad ogledati, ne. To veličastno našo zgodovinsko stavbo z vso to svojo čudovito kulturo, potem se pa ga peljem nazaj, jaz grem iskat v Ljubljano in ga tudi peljem nazaj v Ljubljano, ne. Prespala oziroma prenočila bo pa pri gradu, v župnišču, ki ga tam zdaj tudi zelo ljudje obnavljajo. No, samo mašo na Veliki Šmaren, torej za na Veliko mešo, na praznik Marinovega vzetja ob 10. zvečer, ne, se upravičujem, ob 10. dopoldne, bo pa imel upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Sem ga zaprosil, ker se jaz ne moram biti z nuncijem, če lahko vi pridete, oba so salzijanca, je bil takoj z veseljem prihaja, je že mnogim ljudem to povedal, da se veseli tega prihoda v Turnišče. No, in zanimivo pa je, bo pa kmalu moral iti po maši, ker ima pa ob 3 popoldne že v Ribnici na Dolenjskem, torej Štifta na Dolenjskem mašo. Že naprej, tako da bo to kar leteči. No, pri gradu na Goričkem 14. zvečer, ne, ko bomo videli z nuncijem v Turnišču, bo pa pri gradu ob 8. zvečer pa ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Tako da bomo zdaj to Marinovega vzetja mi kar zelo škofovsko obarvano, tako iz vse Slovenije. No in tako se veselimo, da bo tudi zelo lepo vreme in seveda vsi, ki imate radi Marijo oziroma tisti, ki imate radi krščanstvo, pa mogoče niste kristjani, vabljeni na te lepe dogodke. Krasno, najlepša hvala za to vabilo, program je izredno bogat. Bralo se bo seveda zopet 12. poglavje z Razodetja, ne? Tam se vidi kraljica neba, ne, ovenčana. Imam nuncij to zanimivo razlago tudi o tem v pridig, sam ne bom povedal, da bo naj ostane malo skrivnost. No, potem vas sam bo zanimalo, kaj bo. In če bo koga zanimalo res, o čem govorimo danes, naj si sam še prebere, mogoče to poglavje pa pogleda tudi sliko tega kipa v navednicah v Lincu in si naj sam ustvari. Saj so ga razbili. Ja, so ga razbili, jeze ga je nekdo obglavil. Torej, in si naj sam ustvari svoje mnenje. Kajti ne nazadnje upam, da v prihodnosti bova žal morala se še mogoče kdaj sestati in zopet analizirati, pokomentirati kakšne dogodke v svetu in družbi, ki nam bodo bolj ali manj všeč. V vsakem primeru pa vam in gledalcem želim, da najprej je pred nami lep praznik, velik praznik in da bi Marijino vnebovzetje tisti, ki ste kristjani, katoličani, praznovali čim lepše. Vam, gospod škof, pa najlepša hvala za ta obisk in spet čez mesec dni. Hvala za pogovor. Lep pozdrav. Glej, vrl, ne? Mogu sem pomoli, zdaj že... Ja, nemaš kaj? Dobro.